Ravno prav globoko smo v zimi, da se lahko že malo spomnimo na vroče poletne dni in radosti, ki jih leti prinašajo. Kadar imamo na mizi kak zanimiv projekt slovenskega arhitekta, se naša ekipa odpravi tudi čez mejo. Tokrat smo se odpeljali v hrvaško Istro, kjer ima slovenski par v prenovljeni hiški svojo počitniško oazo miru. Vodilo pri prenovi tele istrske hiške je med drugim bila trajnostna naravnanost, kar pomeni, da je marsikateri prej odsluženi kos v njej zasijal v popolnoma novi luči. Seveda pa to še ni konec njenih očarljivosti, zato predlagam, da si jo pobliže pogledamo. Petra, nahajava se v zelo lepo prenovljeni in čudovito opremljeni stari istrski hiški. In me zanima, v kateri fazi ste jo vi prevzeli, njeno oblikovanje namreč? Sama hiška je bila že v osnovi gotova, kar se tiče eksteriera, od zunaj je bila dovršena, resnično v lepem stanju. V notranjosti je pa manjkala duša in skratka ni bila dokončana, ker je pri preobrazbi dobila novega lastnika, v tem primeru mojega naročnika. Ob nakupu hiše sta lastnika očarala predvsem njena zunanja ureditev in kakovostna gradnja. Čeprav je bila hiša takrat v notranjosti še nedovršena oziroma nekoliko slabše zasnovana, se jima je zdelo dobrih 93 kvadratnih metrov bivalne površine ravno prav za njune potrebe. Ker nista želela pretiranih stroškov s prenovo, se nista odločila za menjavo tlakov. Toplino prostora in igrivost, ki sta jo iskala, jima je arhitektka pričarala z uporabo preprog in toplih barv. Kako ste se soočili z izzivom spalnic, kjer je nekaj moralo ostati tako, kot je, ne? Ja, ostale so, v obeh sobanah so ostale postelje, katere smo nadgradili in dali mogočen okvir, oblazinili oziroma položili tapeto in z nadsvetlobo, ambientalno svetlobo rešili mogočnost in tako oplemenitili, bom rekla, samo sobo. In poudarek ste dali tudi svetlobi oziroma svetilom. Kaj ste si vse tukaj privoščili in zakaj? Res je, celotna hiša je dobila novo preobleko, kar se svetil tiče. Poskušali smo slediti čim več, bom rekla, kovinskim izdelkom, kar se še posebno kaže v nadstropju oziroma skozi stopnišče in hodnik, kjer se svetila reflektirajo z velikimi krožnimi ogledali in projekcijo vseh materialov, ki so v prostoru prisotni, kot so naravni kamen in pa les. Zdaj, tale prostor, kje sva pa ta hip, je pa verjetno eno najbolj posebno mesto v celi hiši, ne? Zaradi črne kuhinje. Zdaj, v uporabi verjetno ni, ne? Mislite, da bi se dalo še kaj tukaj skuhati dejansko? Vkolikor bi želeli, bi bilo potrebno par stvari prilagoditi, bi se sigurno dalo. Pa tuljave, pa to, v glavnem bilo bi potrebno pogledati. Ampak tale prostor, ta miza in stoli, to pa je vaše delo, ne? Ja. Predvsem smo se navezovali na obstoječo kuhinjo, ki je bila že v hiši in je bilo treba oplemeniti oziroma barvno uskladiti. Temu primerno so tudi izbrani materiali oziroma barve stolov, na katerih sediva. Z vstopom v dnevno sobo nas sigurno očara barviti stol, s katerim se prepletajo vse barve, ki so tudi v sami hiši in je etno značaja. Vse ostalo je bilo prilagojeno temu. Tako tudi že obstoječa v kotu mizica z lučko. Tale sedežna tudi deluje, kot da je vintage kos. Ja, res je, ta je bila ekstra izbrana v povezavi z foteljem, katerim so pa, da skladno se barvne dopolnjujejo in tudi k temu primerno so bile zavese izbrane, kajti hiša prej ni imela zaves in menim, da v takšne sobane absolutno pašejo in eno je, da zatreš pogled, drugo je pa eno toplino pričaraš. Iz dnevnega prostora stopnice vodijo v nadstropje, kjer sta dve spalnici. Tu so bili vsi tlaki zamenjani, medtem ko je bilo obstoječe pohištvo predelano. Predalnik in klop na hodniku sta tudi starejša kosa, posebno ljuba lastnikoma. Prva spalnica je v turkizno-zelenih odtenkih, druga pa sončno rumena.
In potem imamo še tudi možnost nekje popiti jutranjo kavico, ne? Eden izmed lepih delov je pa definitivno zgornja terasa, kjer je prostor za zaljubljence in kjer je lep pogled na vrt z bazenom in nam popelje v neko čarobno zatočišče. V pokritem delu terase sta 2 fotelja, še en odličen primer ponovne uporabe. Nekoč sta bila v starem stanovanju lastnikov. Zdaj, ko sta obnovljena, pa kraljujeta na novem prostoru in vedno znova pritegneta poglede gostov. Iztočnica Bijela porabi stvari, ki jih imamo, katere so lepe, negovane, čiste, niso zavržene, oplemeniti jih in dodajo prostor, da bodo dobile svojo novo razsežnost oziroma mesto v prostoru. Prelepa hiša tvori harmonično vez z vrtom in bazenom. Vrt omejuje kamniti zid in ustvari intimo, kar se tiče pogledov s ceste. Izbrane mediteranske rastline dišijo in razveseljujejo s sočnimi sadeži. Prepričani smo, da hiša ponuja lastnikom vse potrebno udobje, kopanje v bazenu in užitek pri pripravi slastnih jedi v letni kuhinji.